Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nadaljevanjem drugega polčasa pa še enkrat skočimo k našemu sponzorju. Kako vam lahko pomagam? Očala rabim. Kakšna očala? Korekcijska in to z veliko dioptrijo, se nič natrofim. Za vse člane medobčinske nogometne zveze bo nakup v optiki Oculus na Pobrežju še posebej ugoden. Če pa ste nerodni, tako jaz, pa vam očala še zavarujejo. Drugi polčas tekme 14. kroga, prvi MNZ Maribor, prvi krog spomladanskega dela prvenstva se nadaljuje. Goljat med tem, Goljat, še vedno Goljat. V kazenskem prostoru se je kar naenkrat Goljat znašel v dobrem položaju za zaključek. Napako Kranerja pa je popravil Stajnko, četrti kot za Rače na tem dvoboju. Še enkrat več lahko situacijo vidimo v počasnem posnetku. Nekoliko preveč se je v zadnji vrsti poigral Kraner, Goljat pa morda nekoliko preveč odlašal z zaključkom. Izvajalec kota za domače pa številko 14 Lašič. Po prvem polčasu je rezultat začetnih 0-0. Lašič na kratko proti Krasničiju, ta znova do Lašiča. Lašič proti oddaljenejši vratnici, ker je Leben brez večje nevarnosti za Holcmana. Holcman takoj s podajo napad iskal je utakajočega Rabiča. Žižmont. Krasniči proti Rajšku. Nepravilna je izvedba avta Pinterja, med tem žoga bo pripadla Račam. Lešnik takoj v napad proti Goljatu. Goljat in Hamer v dvoboju. Kraner na kratko proti Stajnku. Znova Kraner. V prvem delu so bili nekoliko podjetnejši domači nogometaši, predvsem v uvodnih 5-10 minutah imeli kar nekaj lepih priložnosti za zadetek, a mreža Holcmana je mirovala oziroma niso še uspeli sprožiti okvir vrat. Ljuboja proti Rajšku, na nje pritisnil Pinter, še vedno Rajšp, mirno vrača proti Lebnu. Knez, znova Leben. Leben z diagonalno podajo proti Lešniku. Še vedno Lešnik. Lešnik in Rabič v dvoboju. Prekršek Rabiča nad Lešnikom. Prosti strel bo pripadel Račam. Kot vse kaže, bo Lešnik prav sam izvedel prosti strel. Lešnik, Kraner v tem primeru ni najbolje izbil. Žoga je zapustila igrišče, pametno, dobro se je Leben postavil, preprečil poglavniku, da bi na nek način uspel zadržati žogo v igrišču. Out za domačine pa bo izvedel številko 14 Lašič. Lašič proti Knezu, še vedno Knez. Mirno do Lebna, Leben in Knez sta si izmenjala dvojno podajo. Na mestu Žižmont, še ena od za domačine. Na hitro Lašič proti Bračku. Lašič. Leben. Leben znova na kratko proti Lašiču.
Lašič s podajo na mestu Kraner. Žižmont. Znova so v teh uvodnih minutah, tokrat drugega polčasa nadaljevanja tekme, podjetnejši domači nogometaši. Hamer izbija, Goljat in Hamer v dvoboju. Lešnik mirno proti Krasničiju. Podaja proti Rajšpu, v prepovedanem položaju se je znašel Rajšp. Lepo so vse skupaj odigrali v taboru domačih. Lepo je Krasniči našel Rajšpa, a nažalost domačih navijačev je slednji stal v prepovedanem položaju. Leben znova proti Rajšpu. Rajšp. Krasniči, Leben. Leben s podajo proti Bračku. Lašič z visoko podajo, ker je bil najvišji, sicer Rajšp pa slednji je storil prekršek nad vratarjem Holcmanom. Visoka podaja Lašiča. Holcman pa nekoliko višji, seveda z rokama pred Rajšpom. Slednji je nekoliko nerodno trčil gostujočega vratarja, tako storil prekršek. Prosti strel za nogometaše Pohorja. Leben. Rabič, Lešnik, dobro se je postavil Lešnik. Lešnik do Lebna. Pristovnik vrača Ljuboj. Še vedno Ljuboja, nanj pritiska Poljanec, Pristovnik. V naslednjem 15. krogu Rače čaka zahtevno gostovanje v Staršah, kljub temu, da so nogometaši Starš trenutno na predzadnjem mestu z zgolj 11 osvojenimi točkami, ali te so zbrali proti koncu prvega dela prvenstva in tako na nek način napovedali boljše nadaljevanje. Vsekakor vse prej kot lahka tekma je pred Račami, na drugi strani Pohorje pa se bo doma pomerilo proti Pesnici. Pesnica, ki se trenutno nahaja na 10. mestu s 16 točkami. Pohorci so tako seveda jasno v vlogi favorita na tisti tekmi, Pesničani pa zaenkrat še niso uspeli nanizati kakšne serije dobrih rezultatov v letošnji sezoni. Znova je bil v kazenskem prostoru Rajšp, a še enkrat več bo žoga pripadla gostujoči zasedbi. Derbi naslednjega 15. kroga pa bo zagotovo potekal v Marjeti na Dravskem polju, kjer bodo domači gostili Mežiški Akumulator. Goljat, še vedno Goljat, lepo se je znašel Goljat, strelja 1-0. 1-0 za domače, strelec zadetka številko 20, Žiga Goljat. Sijajen zadetek domačega napadalca. Še enkrat poglejmo zadetek v počasnem posnetku. Lepo je Goljat preigral Hamerja, nato pa med nogama Holcmana zatresel mrežo gostov in domači vodijo z 1-0. Žižmont vrača Kranerju. Neugoden udalec je prijel Ljuboja.
Tokrat nekoliko prehitra podaja za Goljata. Hamer znova vrača Kranerju. Kraner mirno vse nazaj proti Holcmanu. Jasno, gostje bodo po tem prijetem zadetku zagotovo iskali svoje priložnosti oziroma bodo morali pokazati nekaj več zanimanja, tudi kar se tiče faze napada na tem dvoboju. Stajenko in Pristovnik v dvoboju, uspešnejši Pristovnik v prostor podaja proti Bračku. Hitrejši Kraner. Pristovnik, Poglavnik, Poljanec igra z roko gostujočega napadalca, prosti strel za Rače. Pristovnik na kratko proti Lebnu, Leben do Ljuboje. Ljuboja vrača Glušiču. Pristovnik še enkrat več nazaj do Glušiča. Ta znova do Pristovnika. Pristovnik je krenil. Pristovnik spodaja prostor proti Bračku. Dobro postavljen Kraner. Zbija Kraner, Knez, Poglavnik, še enkrat več do posesti Knez. Mirno Knez do Krasničija. Krasniči z velike razdalje žoga je padala in na koncu za las zgrešila cilj. Prva zamenjava na tej tekmi, iz igre odhaja številko 20 Pinter, v igro pa bo vstopil Primož Ademovič številko 23. Poljanec v prostor proti Rabiču. Rabič nam pritiska Ljuboja. Gol out na koncu za domačega vratarja Glušiča. Nova podaja proti Goljatu, tokrat pravočasno izvrat. Holcman, prekršek je dosodil glavni sodnik. Zakrivili so ga gostujoči nogometaši nad domačim vezistom Krasničijem. Leben na levo stran proti Knezu, Knez vrača do Pristovnika, nam pritiska Poljanec, Knez znova, mirno Knez vse nazaj proti Ljuboji. Zbija Ljuboja, sijajna diagonalna podaja proti Rajšku. Rajšp, nam pazi Žižmont, Bračko, prostor, kjer se je odkrival Lešnik.
dovolj hiter Rabič, a še vedno v posesti domači nogometaši. Bračko je žogo uspešno odvzel, Sternat takoj našel Žižmonda. Še vedno Sternat v preigravanju. Bračko, Krasniči vrača Knezu. Lešnik, znova Knez, podaja proti Lešniku. Dobro se je znašel Lešnik, vendar je dovolj hiter Žižmond. Leben, out bo pripadel zasedbi Pohorja. Izbija Pristovnik, Lešnik je podaljšal, iskal je Goljata, nesporazum med Lešnikom in Goljatom. Dobro, Žiža, dobro, idemo dalje, ajde! Žižmond mirno vrača Kranerju, ta do Hamerja, znova Žižmond. Lepo so vse skupaj mirno odigrali gostje. Kraner na desno stran, kjer je Stajnko. Stajnko znova vrača Kranerju. Pri gostih pa v tej sezoni je najboljši strelec, kot že rečeno, z 10 zadetki Andraž Friedrich, a seveda slednji je moštvo zapustil v tem prestopnem roku. Šel je v Avstrijo, s 5 goli sledi Klemen Žižmond, 4 je dodal Jan Sredenšek, 4 Tim Rabič, po 3 Blaž Stajnko in Benjamin Prednik, pod 2 pa sta se opisala Nejc Fideršek in Primož Ademovič. Skupno pa so gostje do tega kroga dosegli 35 zadetkov. Poljanec, dobro, pametno se je znašel Poljanec, priigral tretji udarec iz kota za Pohorje na tem dvoboju. Proti bližnji vratnici, kjer je bil najvišji Knez, Stajnko z velike razdalje brez nevarnosti za Glušiča. Ostaja 1-0 za domačine. Še enkrat več lahko vidimo zaključek Stajnka z velike razdalje, brez nevarnosti, kot že rečeno, za domačega vratarja Glušiča. Ademovič, Poljanec proti Rabiču. Rabič in Ljuboja v dvoboju, mešal se je Lešnik. Krasnič je uspel žogo zadržati v igrišču, takoj poda prostor proti Goljatu. Slednji se je znašel v prepovedanem položaju. Žižmond proti Ademoviču, težave za Ademoviča. Knez izbija Kraner. Prekršek nad Bračkom je storil Ademovič. Oziroma nad Rajšpom je zakrivil ta prekršek Primož Ademovič. Prosti strel za domače pa bo izvedel številko 13 Leben. Leben z velike razdalje se je za strel
odločil Leben, žoga je zgrešila cilj. Golout za vratarja Holzmana, ob robu igrišča pa se pripravlja prva zamenjava tudi v taboru domačinov. Iz igre odhaja številko 17 Žan Rajšp. V igro pa je vstopil številko 6 Gašper Pippenbacher. Nov out za domače. Nogometaši Pohorja še vedno niso uspeli nevarne zapretiti na tej tekmi. Out bo izvedel številko 10 Lešnik. Lešnik spodaja proti Krasničiju, višji Žižmont. Goljat pritiska na Hamerja, ta vrača Holzmanu. Knez. Še vedno Knez. Knez proti Lebnu, ta mirno proti Pristovniku. Prekršek nad Lebnom pa je storil številko 17 Dobaja. Glušič proti Pristovniku. Kar se pa tiče rumenih kartonov, pa jih je v tej sezoni pri Pohorju, oziroma sta jih prejela Ned Steiner in Alex Komar po 3. Po 2 so na svoj račun upisali Ademovič, Friedrich Pinter, Prednik, Stajnko in pa Klemen Žižmont. Skupno jim je bilo pokazanih 21 rumenih in pa tudi 2 rdeča kartona. Leta sta prejela Holzman in Komar. Iz avta je žogo v igro poslal Lašič. Do posesti Kraner. Kraner je iskal na desni strani poglavnika. Prekršek Pippenbacherja. Prosti strel za goste bo izvedel številko 22 Klemen Žižmont. Žižmont na rob kazenskega prostora, ker je bil Dobaja v priložnosti, se je znašel Kraner. Sijajna obramba na koncu Glušiča. Prva prava priložnost za nogometaše Pohorja na tem dvoboju. Poljanec, napaka Poljanca. Goljat proti Krasničiju. Še vedno Krasniči in Rabič v dvoboju. Prekršek je storil Rabič. Še enkrat več pa lahko v počasnem posnetku vidimo prejšnjo sijajno priložnost Kranerja in pa zelo dobro reakcijo Glušiča, ki je svoje moštvo tako zadržal v vodstvu. Prosti strel za domačine pa bo izvedel številko 10 Primož Ademovič. Oziroma Tilen Lešnik, se opravičujem, Ademovič najvišji v skoku na koncu. Visoka podaja poglavnika proti Poljancu. Dobro se je postavil Ljuboja. Mirno Glušič. Glušič znova proti Ljuboji. Knez, težave za domačine, slaba podaja Ljuboje. Sternat proti Rabiču, znova Sternat, out, pa na koncu za domačine. Lešnik proti Krasničiju, Krasniči je lepo našel Goljata.
Še vedno Goljat, nanj pazi Hamer, Goljat je videl tekajočega Bračka, dobro pa je bil postavljen Hamer in to bo 5. udarec iz kota za Rače, znova pa bo izvajalec številko 14 Lašič. Lašič proti bližnji vratnici, kjer je bil najbolje postavljen Ademovič z roba kazenskega prostora, pa je na koncu strelom poizkusil Bračko. Še enkrat več mimo vrat vratarja Holcmana. Še enkrat lahko vidimo tole akcijo domačinov. Na koncu zaključek Bračka, brez dela Holcman. Pri domačih pa je v tej sezoni največ rumenih kartonov prijel, oziroma sta prijela Žan Bračko in Tilen Lešnik, oba po 3. Po 2 so na svoj račun upisali Jure Trantura, Matic Švenda, Aljaž Pristovnik ter Nik Lašič. Skupno pa jim je bilo pokazanih 20 rumenih in pa en rdeč karton, le tega je prijel vratar Glušič. Nova zamenjava se pripravlja ob strani, oziroma seveda druga na tej tekmi v taboru Pohorja. Iz igre odhaja številko 16 Poglavnik. V igro pa je vstopil številko 11 Nino Škrabl. Težka podaja Hamerja Holcmanu, napaka v zadnji vrsti gostov, katero je izkoristil zadetkom na 2-0 Bračko. In tako pred nadaljevanjem dvoboja so si na nek način nogometaši Pohorja kar sami zakomplicirali življenje, Račanci pa prišli do povišanja prednosti. Težka podaja Hamerja proti Holcmanu, kateri je z izbijanjem zadev Bračka, ta je žogo uspel zaustaviti in jo poslal v prazno nebranjeno mrežo ter povišal prednost domačinov na 2-0. Žižmont proti Hamerju, ta zvezdno vrsto, kjer je Sternat. Rabič, znova Sternat. Težave za Sternada, Leben in Sternat v dvoboju. Še vedno Leben, na koncu je sam na nek način zakompliciral situacijo Leben. Kraner, Ademovič, ta znova vrača Kranerju. Kraner spodaja nazaj vse do Holcmana. Pritiska Pipenbacher, Ljuboja najvišji, Leben mirno proti Knezu. Pristovnik. Knez vrača Glušiču. Glušič je iskal Bračka. Out za Pohorje v tem trenutku. Stanko vse nazaj proti Kranerju. Kraner na nje pritisnil Pipenbacher, out. Tokrat pripada domačim. Goljat s prsmi lepo proti Bračku, prekršek Škrabla.
Prosti strel bo izvedel številko 14 Lašič. Lašič poda proti Goljatu. Goljat in Škrabl v dvoboju, še vedno Goljat. Mirno nazaj proti Lašiču. Lašič v prostor, ker je Bračko. Pravočasen Kraner. Leben manjše težave za Holcmana, vendarle jih je uspel pravočasno razrešiti vratar Pohorja. Lepo je našel s podajo Poljanca, odsled njega uspešnejši Knez, še vedno Knez na mestu Hamer. Poljanec takoj v prostor proti Dobaji, še vedno Dobaja s podajo, izbija Pristovnik, Poljanec pravočasno na mesto Ljuboja, Knez znova Ljuboja, napaka Ljuboje, Sternat mirno vrača Kranerju, Žižmont, Ademovič, še vedno Ademovič, Sternat, Ademovič vrača proti Kranerju. Hamer, Sternat. Sternat proti Žižmondu. Žižmond, Ademovič. Pri žogi Ademovič iskal je Poljanca na mestu Lešnik. Goljat. Mirno Goljat, pravočasno pa se je obrambo vrnil Stajnko. Mirno Glušič. Lešnik Ljuboja. Kraner na koncu atraktivno Goljat proti Lašiču, še vedno Lašič, mirno Hamer. Hamer takoj do Stajnka. Sternat, Knez in Sternat v dvoboju. Sternat pa tokrat nenatančen pri oddaji žoge proti Žižmondu ali Rabiču, na nek način vmes med tema dvema nogometašema je svojo podajo naslovil Sternat, tako pripada domačinom, izvajalec pa bo številko 10 Tilen Lešnik. Prekršek Pipenbacherja nad Dobajem, oziroma nad Dobajo. Druga zamenjava ob robu igrišča pa tudi v taboru domačega moštva. Iz igre odhaja številko 14, oziroma ne, iz igre odhaja številko 20 Žiga Goljat, v igro pa bo vstopil številko 23 Primož Špehar Dvoršak. Proti Rabiču Lešnik, uspešnejši Lešnik, žoga bo pripadla nogometašem Pohorja, out bo izvedel Žižmond. Sternat, mirno proti Ademoviču, Ademovič s podajo prostor proti Stajnku. Dobro je bil postavljen oziroma dovolj pozoren Lašič na vse skupaj, prekršek nad Ademovičem je storil Krasniči. Prosti strel bo izvedel številko 14 Sternat.
Sternat je iskal podajo kazenski prostor, leta je preletela vse nogometaše v njem in gola od za vratarja Glušiča ob robu. Pa strateg Pohorja pripravlja še svojo tretjo zamenjavo, iz igre je odšel številko 17 Marko Dobaja. V igro pa je vstopil številko 13 Jaka Dobaj. Bračko v preigravanju, dobro postavljen Škrabl. Še vedno Škrabl v posesti. Nanj je pritisnil Knez in Škrabl v dvoboju. Vmešal se je Bračko, tam mirno proti Lašiču, Leben, vse nazaj do Pristovnika. Špehar na mesto Kraner. Podaja proti Bračku, Bračko s povratno žogo proti Lašiču, predolgo podaja, v bistvu je sam sebi v tej situaciji predal oziroma podal Lašič, gola od za Holcmana. Škrabl proti Ademoviču, še vedno Ademovič, prekršek Pipenbacherja. Škrabl proti Dobaju, Dobaj spodajal vse nazaj proti Holcmanu. Holcman je iskal Poljanca, v napadu na mesto je bil Leben. Krasniči, Špehar mirno do Lebna, Leben je znova spodajal prostor, želel zaposliti enega izmed svojih soigralcev, tokrat je bil najbližje žogi Krasniči. Žižmont, kar se pa tiče odigranih minut v tej sezoni pri domačih, pa jih je do tega kroga največ zbral Aljaž Pristovnik, 1078, sledi Branislav Ljuboja s 1060, Tilen Lešnik jih je zbral 1049, Žan Bračko 1024 in pa Alen Knez 1005. Lešnik, najvišji Žižmont, Knez izbija Kraner. Pravočasno izvrat Glušič. Ademovič proti Žižmondu. Dovolj hiter Žižmont, atraktivno Žižmont mimo Krasničija. Lešnik, Ademovič mirno vrača proti Holcmanu. Mirno Žižmont. Kraner je iskal Škrabla, Lašič ni uspel zadržati žoge v igrišču, avt pa tako pripadal gostom, medtem pa še tretja zamenjava tudi v taboru Rač. Iz igre odhaja številko 11 Krasniči. V igro pa je vstopil številko 21 Matic Švenda.
Knez. Prekršek Sternada nad Knezom v zvezni vrsti. Pri gostih pa je do tega kroga največ minut odigral Nejc Fideršek 1170, sledi Andraž Friedrich s 1103, Tim Ravič 1088, Klemen Žižmont jih je na svoj račun upisal 990, Dejan Nemec pa 845. Iz avta Škrabl iskal je Stajnka, Leben proti Špeharju, še vedno Špehar, podaja proti Pipenbacherju, Pipenbacher je krenil, izbija Žižmont. Sternad, prekršek Kneza. Pameten prekršek Alena Kneza, ki je s tem preprečil poizkus hitrega protinapada gostov. Prosti strel za Pohorce pa bo v tej situaciji, kot se kaže, izvedel številko 8 Kraner. Kraner v bloku Knez. Mirno Sternad spodaja vse nazaj proti Holcmanu. Še vedno Holcman. Holcman v preigravanju. Najvišji Lašič. Na teh je obležal številko 14 Lašič. Lašič bo, kot vse kaže, lahko brez večjih težav nadaljeval s tem dvobojem. Močno ga v prejšnji situaciji zadela žoga, a seveda Lašič bo za teh nekaj zadnjih minut stisnil zobe. Žižmont vrača Hamerju. Hamer, Kraner. Še vedno Kraner, na nje pritisnil Pipenbacher. Bračko. Bračko vrača proti Pristovniku. Pristovnik. Pametno je Škrabl žogo zgolj prepustil z igrišča, po tako pripadel gostujoči zasedbi. Še četrta zamenjava v taboru gostov, tokrat iz igre odhaja številko 14 Sternad. V igro pa je vstopil številko 19 Gal Prednik. Leben in Prednik v dvoboju, prekršek Prednika. Bračko mirno vrača proti Knezu. Pipenbacher, še vedno Pipenbacher, podaja na desno stran proti Lešniku, Lešnik do Švende, dovolj hiter Švenda, s povratno podaja proti Knezu, še vedno Knez. Špehar v preigravanju. Rabič je krenil. Prekršek nad Rabičem je storil Pipenbacher.
Teče 90 minuta tega dvoboja, 2-0 vodijo domači. Kar se tiče zmagovalca, je zagotovo vse jasno že nekaj časa, ne toliko zaradi samega rezultata, koliko zaradi same igre, ki so pokazali goste na tem dvoboju, razen tiste priložnosti Kranerja po predložku. Enostavno niso bili dozoreli oziroma niso bili nevarni za vrata Glušiča. Žižmont je iskal Poljanca, dobro na mestu Leben. Bračko je krenil, še vedno Bračko, nesporazum med Špeharjem in Bračkom. Težave za Škrabla, Leben, dovolj pozoren Kraner, Stajenko, Škrabl, Poljanec, prekršek domačih. Kraner z visoko podaja proti Ademoviču, višji je bolje postavljen, v tem primeru Leben. Hamer proti Žižmondu. Žižmond je iskal Rabiča. Teče že druga minuta sodnikovega dodatka. Leben izbija, prekršek je storil Prednik. Lešnik z visoko podaja proti Švendi. Švenda mirno, pametno žogo prepušča v avt. Jasno, tečejo zadnje minute tega dvoboja. Domači imajo ugodno prednost 2 zadetkov. Avt bo za Rače izvedel številko 10, Tilen Lešnik. Špehar in glavni sodnik je medtem odpiskal konec današnje tekme. Zelo pomembne zmage, seveda za nadaljevanje prvenstva. So prišli nogometaši Rač, ki so z 2-0 ugnali Pohorje na tem dvoboju brez večjih težav, bi lahko rekli, kar se tiče po prikazanem na igrišču. Še enkrat več pa si lahko ogledamo oba zadetka. Prvega je dosegel Žiga Goljat po samostojni akciji na koncu med nogama Holcmana za 1-0. Končnih 2-0 pa je postavil Bračko. Napaka v obrambi gostov, katero je izkoristil Bračko in kot že rečeno postavil končnih 2-0. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do jutri, ko se ob 16. uri slišimo iz Cirkulan, kjer bomo spremljali vroč tretji ligaški derbi med Cirkulanami in pa Zavrčem. Lep pozdrav!